Spoštovane dame in gospodje, 8. marec 2020, se pravi Mednarodni dan žena. Čestitke vsem ženskam in vsem moškim, ki ženske spoštujejo, in navodilo tistim, ki jih ne, da jih morajo, kajti brez žensk ne bi bilo življenja in še marsi česa lepega. Smo pa tukaj na ta poseben datum zato, da povemo nekaj o Ptuju, nakažemo na to, da je decentralizacija pomembna tudi v duhovnem oziru, ne samo v nekem gospodarskem. Se pravi, kakor dolgo bomo v naši državi, deželi, ki je majhna in ima avtocestni križ, kar pomeni, da bi se lahko razvijala skladno, nalagali večino samo na eno mesto, v tem primeru Ljubljano, tako dolgo bomo duhovno in tudi materialno propadali. No, da sedaj ne dolgo vezim eno zelo veliko zanimivost in naj bo to tudi en taki neformalni pričetek po pričetku projekta Vse poti vodijo na Ptuj. Pripravljam projekt, ki bo zelo nazorno in povsem razumljivo prikazal pomembnost Ptuja, tudi nekako pojasnil, kaj pomeni, da se v tem določenem mestu nahaja 5 najdenih mitrejev, kar je največ na svetu. Vemo, kako se je iz mitraizma razvilo krščanstvo oziroma kako je mitraizem vplival na to. No in pretekle dni smo se pogosto in mnogo ukvarjali s sliko Salvator Mundi. Nekateri rečejo Salvator Mundi, to sedaj ni tako pomembno, ampak gre za Da Vinčevo sliko Jezusa, rešitelja sveta, se pravi mimo križa, mimo nekih religioznih dogem, ampak zelo zgovorno je, da v roki drži kristalno kroglo in desno roko v zrak. In povemo kot človek, ki se s temi elementi ukvarjam že zelo dolgo, da so pretežne upodobitve Jezusa na križu, se pravi trpljenje. Zelo redke so upodobitve Jezusa, kjer sedi in razmišlja, še redkejše pa so upodobitve Jezusa v smislu Salvator Mundi. In poglejte, tukaj na Ptuju se na enem grobu, dejansko neznanem, nahaja upodobitev Salvator Mundi. Povem vam, da je to zelo, zelo redko. Sedaj dajmo v video sliko Leonarda da Vincija, Salvator Mundi, 1, 2, 3, zdaj. Jaz se pa vmes približam na tega. Evo ga. In to naj nam nekaj pove, kaj v teh naših projektih sledi. In še enkrat opozarjam, ni vse na in v enem mestu, ampak je treba svet dojemati in razvijati dejansko skladno, ne vseh resursov pumpati samo v eno točko, ampak jih je treba porazdeljevati, zato da pride do družbe, ki ni nagnjena k samouničenju in ki je dejansko usmerjena v zdrav duhovni in tudi materialni razvoj. Se vidimo. Vesel in spokojen dan žena vsem.